Podoba športnikov, ki se riše v svojo žarometo, skriva marsikaj. Ob številnih odrekanjih, neskončnih treningih, bolečinah in utrujenosti ob enoličnih potovanjih, tudi mnoge spomine na brezskrbna leta, precej drugačne od tistih, ki jih narekuje neizprosen boj za zmage. Prav vsak se zato rad vrača v okolje, v katerem je naredil prve korake proti svetovnim odrom, na katerih je postal prepoznaven obraz. Reprezentant Rene Krhin je odraščal v Jakobskem dolu v Slovenskih Goricah, odkoder ga je nogometna pot vodila širom Evrope. Redno se vrača domov, pristne stike ohranja tudi z osnovno šolo, ki jo je obiskoval. Gojimo nek medsebojni odnos in okrog Božiča, poleti ponavadi vedno organiziramo te akcije. Kadarkoli se mu ponudi priložnost, vsaj enkrat, dvakrat na leto nas obišče, če je doma, in takrat z veseljem si vzamemo pol urice za njega, on pa za nas, in lahko povem, da je on zelo zadovoljen, naši učenci pa vidijo enega vzornika. Učenci in učitelji so mu ponovno pripravili pravi zvezdniški sprejem, ponosni na sokrajana, ki je uspel v zahtevnem nogometnem svetu. Ja, moč zato, ker je to mali kraj, to ni mesto, kjer je dosti šol, tu se vsi med sabo poznamo in mislim, da jim pač to kar nekaj pomeni, da nekdo iz tega kraja, iz takšne male vasi, recimo igra za reprezentanco. Obisk je imel tudi tokrat dobrodelno noto, ampak preden sogovorniki spregovorijo o tej plati druženja, vendarle kratek skok v preteklost. Spoznajmo Reneja učenca. Kakšen je bil? Zelo zvedav, zelo vesten. Šola je bila vedno na prvem mestu pred nogometom, čeprav vemo, da nogomet je bil pa ves čas tudi njegova prioriteta. Obiskoval je našo šolo 9 let, predtem še v vrtec, in lahko povem, da je to bil odličnjak za pravo besedo. Učiteljica in nekdanja razredničarka Irma je bila takrat na začetku svoje poklicne poti. Rene je že sanjal o nogometni. Šolsko igrišče je bilo tako rekoč njegov drugi dom. Lahko bi rekel, da sem tu preživel 80% svojega prostega časa, od 7. pa do 16. leta starosti, tako da res to igrišče mi veliko pomeni. Glede na to, da so v tem razredu, verjetno zaradi Reneja, zelo radi vsi fantje igrali nogomet, smo vsak odmor izkoristili in šli v telovadnico, in če je bilo 5 minut, je bilo za njih tudi v redu. Med odmori predvsem za zabavo, po šoli pa seveda tudi resni treningi, ko se je dokončno zapisal v nogometu. Zgodaj je že začel z trenažnim procesom že 2-krat na dan, kar je pomenilo prilagajanje šolskih obveznosti, in to smo mu z veseljem tudi omogočili. Rene Krhin danes po svojih močeh vrača okolju, ki je razumelo njegove mladostniške ideje in je lahko sledil svojim sanjam, ki so ga pripeljale na največje svetovne stadione. Ob tej priložnosti bi pa rad zahvalil tudi za njegovo donatorstvo, saj vsako leto prispeva kar soliden, precejšnji znesek za naše socialno šibkejše družine oziroma otroke iz teh družin. Ne samo z donacijami Rene želi mlade sokrajane vzpodbuditi tudi svojo izkušnjo pri premagovanju izzivov. Mislim, da se morajo otroci zavedati, kljub temu, da je to mala vas, mali kraj, da imajo talent, imajo potencial, da je to športno področje, ki je drugo. In pač treba slediti svojim sanjam. Rene jim je sledil in je danes tam, kamor si želijo mnogi. Zgodba, ki je lahko navdih.